Večer, dr. Accetto, predsednik Ustavnega sodišča. Če lahko začneva kar pri zadnji odločitvi. Vlada je kršila ustavo, ker je zbirala osebne podatke za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja PCT na temelju odloka, ne pa na temelju zakona. Odlok še vedno velja, razveljavljen bo pa šele, ko boste vi svojo sodbo uveljavili oziroma po letu dni. Dve zadevi se sprašujemo laiki. Če je protiustaven, zakaj bo ta odlok še eno leto veljal? In drugo, če je šlo za kršenje ustave, zakaj ste tako pozno o tem odločili, ko pravzaprav pogoja PCT danes nihče več ne preverja že skoraj 2 meseca? Ja, dober večer. Hvala lepa za vabilo in tudi za to prvo vprašanje. Gre za tisto, kar je na nek način zaznamovalo skoraj vse zadeve v povezavi s COVID. Ustavno sodišče se vedno, kadar ugotovi, da je neka ureditev presojena, bodisi zakonska, bodisi podzakonska, problematična z vidika ustave, sprašuje tudi, kaj je tista dopustna in najmanj problematična oziroma najbolj ustrezna z vidika varovanja načela pravne države sprejeta odločitev. In v tem primeru je šlo še enkrat več za situacijo, ko je Ustavno sodišče po presoji ugotovilo, da bi bila takojšnja razveljavitev vendarle tudi ustavnopravno problematična, celo bolj kot ta razveljavitev z odložnim rokom 1 leta. Zakaj? Ker se tudi Ustavno sodišče zaveda, tako kot se je zavedalo pri tisti presoji pogosto poudarjeni v času covida, da je zakonska podlaga za sprejemanje omejitvenih ukrepov v Zakonu o nalezljivih boleznih pomanjkljiva. Ampak da je vendarle tudi pomanjkljiva podlaga boljša kot nobena podlaga, ki ne bi omogočala sprejetja nobenega ukrepa. In zato je tukaj rešitev, ki se jo je sprejelo Ustavno sodišče, takšna, da omogoča v tem letu ne samo še naprej uporabo tega načina obdelovanja podatkov, kljub temu, da manjka, brez dvoma manjka, ustrezna zakonska podlaga, ki jo zahteva ureditev, kot jo poznamo, da vendarle to omogoča in hkrati da dovolj dolg rok, da se lahko vlada v sodelovanju z zakonodajalcem odzove na to odločitev s sprejetjem ustrezne zakonske podlage. In to je tisto, kar bo potem omogočilo tudi v primeru ukrepov, ki ne veljajo več, za katere pa velja verjetnost, razumno je pričakovati, da se lahko ponovi njihova praktična ali veljavnost oziroma uporaba v situaciji, ki se lahko vendarle, čeprav si tega nihče ne želi, vrne. To je pravzaprav zanimivo, kar ste omenili zdaj, to tehtanje, ker če pogledamo tiste ukrepe, ki so, bom rekla, del javnosti, v času epidemije najbolj boleli, ne vem, omejitev gibanja na občine, prepoved zbiranja, pogoj PC, vi ste sicer povedali, da vse te odločitve niso v skladu z ustavo, ampak vse so še naprej veljale. Ne glede na to odločitev, niste jih razveljavili. To je ena opaska, po drugi strani pa velikokrat slišimo, saj Ustavno sodišče se sploh ni ukvarjalo z vsebino. Oni so že na prvi ravni, ker je manjkal ustavni temelj, rekli, da je nekaj neustavno. Kako je zdaj? Po eni strani vendarle tehtanje, po drugi pa niste se vsebinsko spuščali v odloke. Ja, ne drži povsem, kajti večkrat smo se tudi spustili, med drugim prva odločitev v že avgustu 2020 je šla samo na vsebino odloka, tudi o omejevanju gibanja na meje občine, ker tista vloga, ki jo je Ustavno sodišče vzelo v obravnavo, niti ni problematizirala problema zakonske podlage. Res pa je, pa podobno pri prepovedi shodov recimo, je tudi bilo vsebinska presoja je bila prisotna in marsikdaj je bila. Res pa je, in ta vidik je spet vedno znova pri nas bil prisoten, sodišče je imelo zelo pred očmi tisto, kar je imela pred očmi oblast v Sloveniji, pa povsod po svetu, da je bilo nujno ukrepati. Kljub temu, da so tako kot v Sloveniji pogosto po svetu, povsod po svetu, skoraj da, imeli premajhno zakonsko, premalo določno zakonsko podlago. Na nek način, kljub temu, da smo to predvidevali, nas je povsod presenetil COVID-19 s svojim obsegom, svojim trajanjem, svojim vplivom na delovanje družbe. Ampak sporočilo, ki ga je Ustavno sodišče vendarle želelo dati, zaradi tega, ker postavljamo in si želimo igrati to vlogo precedenčno postavljanje standardov ustavnopravnega varstva, je tisto, ki bi moralo nagovoriti in za katerega smo upali, da bo nagovorilo in verjetno do neke mere je, ne pa še dovolj,
tudi nosilce politične oblasti, da te pomanjkljivosti odpravijo, da bo ta nuja ukrepanja, ki jo razumemo, ki smo ji tudi pritrdili, ne, in ki smo jo omogočili ravno s tem, ko smo tudi pri tisti podlagi zakona o nalezljivih boleznih rekli, je protiustavna, ampak tudi takšna naj ostane v veljavi, dokler se ne spremeni, ker je boljše, da je takšna kot nikakršna. In to je sporočilo, ki ni bilo tako težko, po mojem, za razumeti in ki bi ga lahko in po mojem moral zakonodajalec. Mi smo, mimogrede, ne, po naključju, se spomnim, čez 3 dni bo minilo 1 leto od te odločitve, v kateri smo rekli, zakon je treba spremeniti v 2 mesecih. Govorimo o zakonu o nalezljivih boleznih. Govorimo o 39. členu zakona o nalezljivih boleznih, kjer smo ugotovili, da je pomanjkljiv in da naj zakonodajalec spremeni, ustrezno dopolni to zakonsko podlago v 2 mesecih. To je bilo, kot rečeno, 3 dni manj kot 1 leto nazaj. Danes smo nekje prebrali, da ste izrazili svoje razočaranje, da ta novela še zmeraj ni popravljena oziroma ta zakon o nalezljivih boleznih. Zdaj to čaka novi sestav Državnega zbora in če smo prav razumeli kandidata za novega mandatarja, pravi, če se jeseni COVID vrne. Torej, čaka nas ta zakon, novo sestavo, da ga popravi in da bo kasneje sprejemanje nekih odločitev na temelju zakona lažje. Ja, jaz bi upal, da bo zakonodajalec ta katerikoli čim hitreje ukrepal, ne glede na to, kakšne so projekcije te konkretne bolezni. Ne? Ta zakon, tako, ko je bil sprejet, ni bil sprejet samo zaradi nekega trenutnega stanja neke bolezni, ampak da bi reševal ravno tisto, kar je, kot rečeno, na nek način skoraj vsako državo zalotilo nepripravljeno. Ne? Ko je treba res, in verjetno, če ne s COVID-om, pa še s kakšno drugo boleznijo, se takšna situacija žal lahko ponovi. Ali smo se dovolj naučili, tudi zakonodajalec, da bomo takrat vedeli takoj, kako ravnati in ne takrat ponovno začeli odkrivati tople vode oziroma iskati pravih poti za ustavno skladno urejanje teh ukrepov. Pa ostaniva pri tem retoričnem vprašanju. Hvala lepa, dr. Accetto. Hvala lepa tudi vam. Hvala.